Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost in mir našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. Anno Domini 1354, Vivencius me fecit. Tako se glasi latinski napis na starejšem zvonu v cerkvi Svetega Jošta, ki bi v prevodu pomenil leta gospodovega 1354, mojster Vivenci me je napravil. Napisan je v latinščini in s pisavo gotsko majuskula. Daleč v srednjem veku, pred 671 leti, ga je ulil zvonar Vivenci, ki je pripadal zvonarski družini Campanato iz Benetk. Več rodov te družine je zvonove ulivalo v 14. in 15. stoletju na območju od Dalmacije do Štajerske in Benečije, kjer je še danes ohranjenih več zvonov našega livarja Vivencija. Šlo je za potujoče livarje, ki so opremo nosili s seboj, zvonove pa vlili v bližini naročila. Za Vivencijeve zvonove je značilna izredno vitka postava, ki jim daje tudi značilen zvok. Šentjoški zvon sodi med nekaj najstarejših ohranjenih v Sloveniji. Najstarejši, katerega je tudi ulil Vivenci, je iz leta 1328 in visi v zvoniku ljubljanske stolnice. Za šentjoški zvon nismo gotovi, ali je bil ulit prav za cerkev Svetega Jošta. Je pa to dokaj verjetno, saj je cerkev v času nastanka zvona že stara. Zvon je bil v uporabi do leta 1973, ko je utihnil zaradi razpokje. Mežnarjeva Zofka se spomni, da je nanj nazadnje zvonila ob smrti Brnkove mame. Nanj se je namreč zvonilo ob smrti Šentjoščanov kot cingel in med zadnjim očenašom na pogrebih. Nanj so zvonili tudi Ave Marijo, potem, ko so jo že odzvonili v farni cerkvi. Zazvonil je tudi, ko je kazalo na hudo uro, in 17. maja ter ob večjih praznikih, ko so nam pritrkovali. Pred leti se je porodila ideja, da bi stari zvon restaurirali in mu s tem vrnili starodavni zvok. Za ta namen je bil že odpeljan v delavnico v Ljubljano, pa se je med strokovnim pregledom izkazalo, da restauriranje zaradi preobsežnih razpok ni možno. Zatem se je porodila ideja, da za izdelavo kopije zvona, ki smo jo lahko uresničili ob razpisu participativnega proračuna občine Dobrova-Polhogradec za leto 2024, kjer smo bili uspešni in za izdelavo kopije pridobili sredstva. Vrednost celotnega projekta je bila okoli 10.000 evrov, končni obračun pa bo narejen po namestitvi zvona v zvonik. Zvon je bil odpeljan na Nizozemsko, v Kraljevo livarno, kjer so izdelali natančno kopijo. Zvon je bil skeniran, natančno je bilo posneto rebro zvona, v vosku so za kalup odlili tudi napis na zvonu. V zvon je bil montiran kovan pregibni kembel. Jarem za zvon je izdelal domačin Peter Kavčič, okovje in mehanizem obešanja pa Janez Moškrič. Strokovno je projekt vodil Tomaž Klopčič iz podjetja Krn d.o.o., ki je poskrbel tudi za vse operativne zadeve z livarno na Nizozemskem. Zahvaliti se je potrebno tudi ključarju Petru Kavčiču za tehnično podporo, Alojzu Oblaku za pripravo konstrukcije za transport starega zvona, Jakatu Sečniku, ki je s Hiabom prenesel originalni zvon iz zvonika, Tonetu in Toniju Kavčiču za vodenje priprave konstrukcije za obešanje in za današnje obešanje v zvonik, ter celotni ekipi, ki je sodelovala pri tem podvigu. Zahvala gre tudi občini Dobrova-Polhogradec, ki je s sredstvi participativnega proračuna omogočila izvedbo projekta. Zvok starodavnega zvona iz leta 1354, ki se bo danes ponovno oglasil iz zvonika cerkve Svetega Jošta, naj nas spominja na pretekle rodove, ki jih je zvon zbiral
ob dnevih prazničnega veselja, ob žalovanju za umrlimi in ob običajnih pobožnostih. Nastal je v času, ko je bil zvok zvonov edini zvok, ki je priglasil siceršno tišino in zvoke narave. Zaradi tega je njegov zvok predstavljal nevidno vez za vse, ki so ga slišali. Tudi danes naj ta glas iz davnine ostane vez, ki nas povezuje v skupnost, spominja naj nas na dediščino preteklih rodov, ki so nam zgradili temelje za naš obstanek. Danes si originalni zvon lahko ogledate v cerkvi na oltarni mizi desnega stranskega oltarja. Zmolimo blagoslovno molitev za ta starodavni zvon. Molimo. Vsemogočni Bog, vse stvarstvo te slavi in oznanja tvojo modrost in ljubezen. Prosimo te, blagoslovi ta zvon, ki ga danes slovesno izročamo v sveto službo. Naj se njegova pesem vključuje v hvalnico tega stvarstva in nam oznanja mir in radost, veselje in upanje tvojega kraljestva. Daj, da bomo poslušali njegov glas, ko nas bo vabil k molitvi in bogoslužju. Naj njegova pesem budi našo vero in pripravljenost, da bomo živeli evangelij in ga oznanjali vsemu stvarstvu. Pesem tega zvona naj odmeva v naših srcih tudi v preskušnjah in trpljenju in nas utrjuje v prepričanju, da tistim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu. Priprošnja svetih zavetnikov naj ohranja in varuje ta kraj in našo domovino. Tako bodo ta zvon in vsi drugi zvonovi zvesti spremljevalci na poti življenja, nekoč pa glasniki večnega življenja, ki nam ga daješ po našem Gospodu Jezusu Kristusu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. In Sina in Svetega Duha. Amen. Uta de
Slava Bogu na višavah. Molimo. Gospod naš Bog, vsi veseli obhajamo praznik apostolov Petra in Pavla. Prosimo te, podpiraj svojo cerkev, da ostane popolnoma zvesta nauku, ki sta ga sveta apostola učila. Tudi prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Darilo iz apostolskih del. V tistem času je kralj Herod stegnil roko, da bi mučil nekatere izmed udov cerkve. Umoril je z mečem Jakoba, Janezovega brata. Ko je pa videl, da je to Judom všeč, je dal zgrabiti še Petra. To je bilo v dneh opresnikov. Ko ga je prijel, ga je vrgel v ječo in dal stražiti 4 vojakov, ker ga je hotel po veliki noči privesti pred ljudstvo. Petra so torej stražili v ječi, cerkev pa je zanj neprenehoma k Bogu molila. Tisto noč, ko ga je Herod hotel privesti pred ljudstvo, je Peter spal med 2 vojakoma, vklenjen v 2 verigi, in stražniki so ječo stražili pred vrati. In glej, vstopil je Gospodov angel in luč je zasvetila v ječi. Udaril je Petra v bok, ga zbudil in rekel: Vstani, hitro! In verige so mu padle z rok. Nato mu je angel rekel: Opaši se in podveži si obutev. Storil je tako in rekel mu je: Ogrni si plašč in pojdi za menoj. Odpravil se je in šel za njim. Pa ni vedel, da je res, kar se je zgodilo po angelu, ampak je mislil, da vidi prikazen. Šla sta mimo prve in druge straže in prišla do železnih vrat, ki držijo v mesto. Ta so se jima odprla sama od sebe. Ko sta prišla ven, sta prehodila eno ulico in hipoma je angel izginil. Tedaj se je Peter zavedel in rekel: Zdaj vem zares, da je poslal Gospod svojega angela in me rešil iz Herodove roke in od vsega, kar je pričakovalo judovsko ljudstvo. To je Božja beseda. Amen.
Darilo iz drugega pisma apostola Pavla Timoteju. Preljubi. Jaz se že darujem in čas moje razveze je blizu. Dober boj sem dobojeval, tek dokončal, vero ohranil. Odslej mi je pripravljena krona pravice, ki mi jo bo dal oni dan Gospod, pravični sodnik. Pa ne le meni, ampak tudi vsem, ki v ljubezni pričakujejo njegov prihod. Gospod mi je pomagal in dal moč, da bi se po meni oznanjevanje dopolnilo in bi ga slišali vsi narodi. Otev me je levo iz žrela. Gospod me bo otev iz vsakega hudega naklepa in rešil v svoje nebeško kraljestvo. Njemu slava vekomaj. Amen. To je Božja beseda. Gospod z vami in s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Mataju. Slava tebi, Gospod. Ko je Jezus prišel v kraje Cezareje Filipove, je svoje učence vpraševal, kaj pravijo ljudje, kdo je sin človekov. Odgovorili so nekateri, da je Janez Krstnik, drugi, da je Elija, tretji, da je Jeremija ali kdo izmed prerokov. Jezus jim je dejal, kaj pa vi pravite, kdo sem? Spregovoril je Simon Peter in rekel, ti si Kristus, sin živega Boga. Jezus mu je odgovoril, blagor ti Simon, Jonov sin. Kaj ti meso in kri ti nista tega razodela, ampak moj Oče, ki je v nebesih. Pa tudi jaz tebi povem, ti si Peter, skala, in na to skalo bom sezidal svojo cerkev in peklenska vrata jo ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva, karkoli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih. In karkoli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Spoštovani gospod župnik Franci, dragi Boštjan, dragi ministrantje, pevci, pridelkovalci in vsi drugi bogoslužni sodelavci, spoštovani gospod Peterle, predsednik prve slovenske vlade, ki je izpeljala osamosvojitev, vsi dragi bratje in sestre. V vabilu na današnjo slovesnost v Šentjoštu ste zapisali: v spomin na žrtve vojne in revolucije vas vabimo na spominsko slovesnost z naslovom Dediči,
ki bo v nedeljo 29. junija pri kapeli mučencev Šentjoštu nad Horjulom. Iskreno se želim zahvaliti vsem, ki ste se temu vabilu odzvali in ste danes tukaj, v Šentjoštu, ki za nekatere Slovence ni le kraj, ampak je, kot je zapisal Justin Stanovnik, pojem. Pomen tega kraja najbolje ponazarja prav ta kapela mučencev, ob kateri smo se zbrali. Letos od njene postavitve mineva 30 let. Tako ste zapisali v vabilu na današnjo spominsko slovesnost in na to živo daritev Jezusa Kristusa in vseh živih Šentjoščanov za vse mrtve Šentjoščane, ki so skozi vsa ta leta postali več kot spomin. Postali so dediščina in klic, ki zveni skozi ta kraj, ki se odbija od pobočja do pobočja, ki doni od brega do brega in lega v duše in srca ljudi, da v njih postane zaveza za življenje. Čeprav je po vseh pravilih in zapisih časa ta kapela dejansko stara 30 let, mirno trdim, da je veliko, veliko starejša. Ta kapela nima 30 let. Ta kapela ima 80 let na stoletja in stoletja podlage, v katerih je rasla vera vaših prednikov in njihova ljubezen do teh bregov in do svežine gozdov. Do domačij, ki so jih z ljubeznijo in srčno krvjo in žulji na rokah postavili njihovi predniki in so jih sprejeli kot sveto dediščino, iz katere so rasli sami in njihovi otroci in otrokotroci do današnjega rodu. In temelji te kapele ne segajo samo do skale, ki jim daje trdnost in na kateri se stavbi ni treba bati ne viharja, ne povodnje, ker ima temelj na skali. Temelji te kapele se spuščajo v globino rodov, ki so po teh domačijah molili, zaupali v Boga in se mu izročali, ki so spoštovali drug drugega in skrbeli drug za drugega, tudi za ceno življenja. Vse, kar je zgrajenega na tem svetu, je začasno. Kar pa zgradimo v zaupanju v Boga, iz vere v njegovo bližino z nami, iz izkustva v njegovo skrb za nas in za naše bližnje, pa ni zapisano ne času, ne menjevano in pozabljanju, ampak živi, ker živi v Bogu. In Bog je, kot pravi sveti Janez, ljubezen. Ljubezen pa ne mine. Kajti vse mine, samo Bog ostane in Bog je ljubezen. V temeljih te kapeli je tudi 136 šentjoških fantov in mož, ki so bili krivično in zločinsko pomorjeni in večina še danes nima dostojnega groba in javnega spomina. Ob 80-letnici konca druge svetovne vojne slišimo veliko besed, ki govorijo o strahotah vojne, o njeni dediščini, ki je smrt in razdejanje. Slišimo tudi o dostojnem pokopu vseh, ki so jih v maju in juniju leta 1945 pomorili in ležijo v množičnih grobiščih vse povsod po Sloveniji. Saj skoraj ni pedi slovenske zemlje, ki ne bi bila prepojena s krvjo pomorjenih. Večkrat mi ob tem govorjenju pride na misel vprašanje, kaj pa je dostojanstven pokop, dostojen pokop. Ali more to biti pokop iz ene prsti v drugo prst? Oprostite temu izrazu. Ali ni morda še nekaj pomembnejšega? Namreč, da moramo spomin teh ljudi očistiti javno. Da moramo odstraniti pljunek, s katerim so morilci opravičevali svoj zločin, za katerega so vedeli, da je zločin. Sicer ga ne bi skrivali za pregrade v rovih, za miniranje kraških brezen
in za ukazan in zagrožen molk, v katerem so morali ječati toliko slovenske žene in družine desetletja in desetletja. Brez zavedanja zločina ne bi bilo treba ne pregrad, ne miniran in ne zaukazanega molka. In dokler ne obrišemo z obraza in spomina tega pljunka, koliko časa ne more biti dostojnega pokopa, pa če tudi bodo na njem vihrale zastave in zvenile salve. In v čem je po tem pljunku greh teh mož, ki so položeni v temelje vaše kapele mučencev? Pravzaprav dejansko samo to, da so v nekem trenutku rekli dovolj. Da so se odločili, da bodo izpolnili svojo dolžnost in svoje žene, svoje otroke in svoje domove branili pred tistimi, ki so morili in ropali. Umor je umor, pa ga lahko zaviješ v najsijajnejšo zastavo revolucije, in rop je rop, če tudi ga zakrivaš vse tako svetlo prihodnost. Spomni se duhovnika doma iz teh vaših koncev, je že v večnosti, skupaj z vašimi mučenci. Pripovedoval je spomine na tista leta, na medvojna leta v tem hribovju. Po dnevi smo prišli domov, da smo obdelali njive in travnike in vse, kar je bilo potrebno. Po noči pa smo odšli v gozd in noči prespali v jamah, ker nas je bilo strah. Doma ni bilo varno. Vaši mučenci so storili to, kar je povedal francoski filozof Fabrice Hadjadj. V eni svojih knjig se spoprime z Jezusovo besedo z govora na gori. Ne upirajte se hudobnežu, ampak če te kdo udari po desnem licu, mu nastavi še drugo. On pravi, da dokler gre zame osebno, za mojo varnost, za moje življenje, toliko časa sem poklican, da sledim Jezusovi besedi in jo živim. Ko pa gre za moje bližne, za mojo ženo, za moje otroke, pa nima več pravice, da bi se uklonil nasilnežu in da ne bi naredil tega, kar je moja dolžnost. Zavaroval svoje ljudi. In ves greh teh vaših mučencev je bil v tem, da so zavarovali svoje ljudi pred umorom in ropom. Dragi bratje in sestre, dediščina, ki se je danes spominjamo in jo poglabljamo, da bo močno zasidrana v našem življenju, je tudi spoznanje, da samo ljubezen in odpuščanje zagotavljata prihodnost. Nasilje in zločin sta zapisana propadu in koncu. Ivan Štuhec je v svoji knjigi Teološki temelji morale zapisal tudi tole. Pilat ima oblast odločati o življenju in smrti Jezusa. To stori, vendar s tem njegova oblast ni močnejša in obstojnejša, ni garant za življenje. Križani in mrtvi Kristus postane zanj in za judovske veljake nevarnejši, kakor živi. Križani Kristus povzroči tok novega življenja, ki je cerkev v vseh svojih razsežnostih. In vsaka nedolžno prelita človeška kri ima enak učinek. Zato so mrtvi nevarnejši za žive oblastnike, še posebej za tiste, ki so pri njihovi smrti neposredno ali posredno sodelovali. Oblast, ki se ohranja s pomočjo nedolžnih žrtev, je kratkotrajna, je obsojena na konec. Pilatova sodba Jezusa na smrt je bila simbolično že obsodba rimskega imperija na smrt, kar se je zgodilo nekaj stoletij zatem. Vsaka oblast, ki se začne vzpostavljati, ohranjati in vzdrževati z nedolžnimi žrtvami,
si je neizognibno zapisala datum konca in propada. Letos obhajanje spomina na vaše mučence se upada s praznikom svetih apostolov Petra in Pavla. Ali sta bila brez napak? Nista. V evangelijih in apostolskih delih beremo o njunih človeških slabostih, pa tudi o junaških evangeljskih krepostih. In tudi njiju so odstranili, ker je bilo njuno sporočilo premočno. Cesarji in oblastniki niso prenesli, da bi zemeljski bogovi, za kar so se imeli, postali zgolj ljudje in bi kot Boga častili samo še stvarnika in odrešenika. Zato so jo preganjali, metali v ječe in nazadnje umorili. Kaj pa je delala cerkev v tem času? Cerkev je zanjo nevztrajno molila k Bogu. Prepričan sem, da so naši mučenci zadnjo pot prehodili in pretrpeli v molitvi, v vztrajni molitvi k Bogu. In to mora biti tudi naša dediščina. Čeprav nas morda kdaj prevzame jeza zaradi vsega hudega, kar se je zgradilo čez naše prednike, je prav, da izgleda cerkve v vseh časih in izgleda vaših mučencev tudi mi vztrajno molimo. Molitev namreč doseže dvoje. V molitvi spomin ostaja živ, obenem pa je vedno bolj odrešen. Molitev nas vodi v odpuščanje in nas varuje pred pozabljanjem. Odpuščanje ne izbriša zločina, ki je bil odpuščen. Še vedno ostane zločin in dejanje je enako nesprejemljivo. Tisti pa, ki so se oblekli v odpuščanje, stopijo na pot osvoboditve. Odpuščanje ni odpoved, še manj zatajitev resnice. Resnica je resnica in po Jezusove besedi nas bo resnica osvobodila. Samo ona. Resnica, odpuščanje in svoboda so pot v prihodnost. Ne na sveto leto, v katerim se učimo biti romarji upanja, tudi po današnji slovesnosti okrepil spoznanju, da je pravica močnejša od krivice, da je resnica močnejša od laži, da je življenje močnejše od smrti, da je ljubezen večja od zločina in da je Bog večji od pekla in vseh njegovih del. Naj tudi nas nagovori Jezusovo povabilo Petru, hodi za menoj. Pojdimo za njim in prišli bomo v nebesa. Amen. Izpovejmo vero. Verujem enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta rajen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od oči, pravi Bog od pravega Boga, troje neustvarjene, enega isto z očetom, in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se odresil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob založen. Dan je mrtvih vstal, po pričevanju pisma, in je šel v nebesa. In bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve, in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja in izhaja iz očeta in Sina, ki ga z očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po proroku, Vemo sveto, katoliško in apostolsko cerkev, izgnana en krst v odpuščanje grehov in prestajenje
življenja v veku. Amen. Bratje in sestre, na praznik apostolov Petra in Pavla prosimo Boga, da nas utrdi v veri in ljubezni do cerkve. Blagoslavljaj svetega očeta in ga podpiraj pri njegovem služenju v cerkvi in svetu. Navdihuj voditelje narodov, da bodo posnemali vdanost in ljubezen svetih apostolov. Podari novomašnikom svetega duha in jim pomagaj ustrajati v zvesti hoji za teboj. Opogumuj preganjane kristjane, da bodo svojim zgledom cerkvi v blagoslov. Sprejmi v svoje kraljestvo pokojne duhovnike, ki so z ljubeznijo pričevali zate. Gospod Bog, naj da priplošno apostolov Petra in Pavla, cerkev raste v zvesti hoji za Kristusom. Ostane z nami in nas usliši, tudi prosimo po Kristusu našem Gospodu. Amen. Da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se, Gospod, naših bratov in sester, posebej pokojnih vseh žrtev vojne, potem pokojnih Natnikovih Kočarskih ter Petra in Sonje Keršič, ki so zaspali v upanju na vstajanje. In vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očitu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse vike vikov. Zmolili bomo Oče naš. In molimo ga v resnici kot Oče naš. Z vsemi pokojnimi in za vse pokojne. Z vsemi živimi in za vse žive. Z vsemi prihodnimi in za vse prihodne Šentjoščane.
za vse dobre ljudi in za vse ljudi, ki potrebujejo odpuščanje in očiščenja. Za vse, ki jih Bog ljubi. Zmolimo, kako nas uči Gospod Jezus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. Dragi bratje in sestre, v imenu Jezusa Kristusa vas vabim, da nikoli ne nehamo podajati rok in podarjati miru. Ne preteklim in pokojnim, ne živim in tistim, s katerimi ustvarjamo ta trenutek. Zato, da bomo ustvarjali civilizacijo miru v Šentjuštu in povsod. Podajmo si roke. Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš do mene, in ozdravlja moja duša. Blagor povabljenim na njegovo gostijo. Sakramentu nas krepiš, utrdi svojo cerkev v ljubezni, da bomo stanovitni v lomljenju kruha in nauku apostolov, ter vedno bolj enih misli in enega srca, po Kristusu našem Gospodu. Amen.
še oznanila. Pomembnejši godovi so v četrtek sveti Tomaž Apostol. V petek je prvi petek, dopoldne starejšim prinašam in bolnikom obhajilo na prvi petek, soboto prva sobota, tudi god slovanskih blagovestnikov svetega Cirila in Metoda, danes teden 14. nedelja med letom, tudi nedelja Slovencev po svetu. Potem omenjam družino, ker je v njej članek o naših zakonskih jubilantih, je napisala Sonja, hvala. Potem spoznamo oba slovenska novomašnika in njeni družini, pa tudi ostale jubilante, pa novega murskosoboškega škofa in pogovori so z raznimi duhovniki, jubilanti. Preberite si, je veliko lepega. Potem je šlo novo ognjišče, recimo je naslov 10 let sem molila za svojega moža, kot dekle seveda, in zdaj imata že prvega otroka. Potem zelo lepo je pričevanje Francija Dularja, ki je bil zraven takrat, leta 1952, kot otrok še ob zažigu škofa Volka. In potem je predstavljenih tudi 25 mučencev, 19 je bilo umorjenih med drugo svetovno vojno in 6 povojnih mučencev, ki so predlagani za mučeništvo, za mučence druge svetovne vojne. Zaradi bolezni v sredo žal nismo šli na romanje na Koroško, smo ga na ta način prestavili na kdaj kasneje, ampak že pripravljamo sedaj novo romanje, in sicer o 55-letnici smrti tukajšnjega župnika Jankota Oblaka, ker je umrl prav na svetih Mišarjah ob veliki maši. In smo že rezervirali tam gor, torej v soboto 16. avgusta, tam imamo mašo ob 11. Zato se čim prej prijavite, da bomo vedeli, koliko nas bo, kolikšen avtobus in tako naprej. Recimo v enem tednu, 10 dneh, če mi prosim poveste, kdo bi šel. Potem za naslednjo nedeljo čistijo in krasijo župnijsko cerkev in kapelo mučencev Šentnjo 40 in 41. Potem se tudi lepo zahvalim, ker 140 vas je bilo, ki ste podpisali tisto peticijo za referendum. Hvala vam, da čutite in razumete, kaj je pravi pogled na otroke in na zakonsko življenje in na očeta. Potem tam nazadej v Lopi lahko vzamete nov farni list za naslednji mesec. Jutri je tudi začetek oratorija. Potem pa ministranti, nekateri ste mi že rekli, ampak še enkrat bi prosil, daj da hoče vedeti, koliko hrane bo treba pripraviti, ker nas danes 14 dni, pa gremo z ministranti in z otroškim pevskim zborčkom v Strunjan. Ali se meni prijavite, ali Vidu, lahko tudi Vidu, ali pa Janezu Dajletu, ali pa meni, da bomo čim prej tudi že v parih dneh, da bomo vedeli, koliko jih bo šlo. Še mašni nameni. Jutri je tudi obletnica smrti mojega očeta, zato bo prišel sem gor maševati tudi moj brat. Eden bomo šel za dušno in telesno zdravje, drugi pa za očeta Boldeta, obletnica. V torek, ob 7. bo, v torek pa mašujem v Šmartnem pri Litiji, tam je 9-dnevnica pred novo mašo, Matija Goloba,
imam tam mašo za duhovniške poklice in otroke. Od srede naprej pa spet tukaj, v sredo ob 7. zvečer za Ivanko Grda Dolnik obletna, v četrtek za Ano in Gregorja Osredkarja obletna, v petek na Padvi petek tudi ob 7. za Pavlo in Franca Dolinarja, v soboto na prvo soboto za pokojnega Staneta Kavčiča, v nedeljo zjutraj ob 7. za župnijsko občestvo, ob 10. za Marka Kavčiča obletna Šentjož 53. Potem pa seveda, se bodo še kaj povedali, ampak tudi jaz kot župnik se zahvalim gospodu nadškofu za tako izjemen nagovor. Ga bi prosil, če bi pustil tukaj, bom jaz kdaj še uporabil kakšno misel, ki je tako čudovita. Lahko je rekel, hvala. No pa vsem vam, ki ste prišli, ki ste pritrkovali, ki ste peli, sodelovali tako ali drugače, Bog povrni. Bomo prosili blagoslova za ta kraj in sem zelo, zelo vesel. Čeprav ste mačkaj lovili tele otroke med mašo, ker so sem pa kaj šibali. Hvala Bogu, da letejo sem in tja, ker ste vsi mlajši, vsi. Hvala Bogu za nje in seveda mamicam in atijem. In naj bo še več takšnih. Res sem vesel. Naj Gospod blagoslavlja. Gospod z vami in s tvojim duhom. Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, ki je s Petrovo izpovedjo utrdil našo vero in jo utemeljil na veri Cerkve. Bog je po Pavlovem neutrudljivem oznanjevanju poučeval narode v veri. Njegov zgled naj vas uči pridobivati brate za Kristusa. Naj nam Peter z vrhovno oblastjo in Pavel svojo mogočno besedo, oba pa svojo priplošno pomagata priti v večno domovino, ki ste jo dosegla s svojim mučeništvom. To naj vam in vsem vašim podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo v miru. Bogu hvala. Gospod
Pred 30 leti je bila postavljena in 9. junija 1995 blagoslovljena kapela mučencev. V tem času je postala simbol. Simbol pokončne drže, ki mirno in vztrajno ohranja svoje vrednote. Tu so preproste vrednote. Ljubezen do Boga, domovine in sočloveka, spoštovanje narave in človeškega dela. K temu naravno sodi tudi spoštovanje življenja od spočetja do naravne smrti, ter dostojen pokop in spoštovanje dostojanstva vsakega pokojnika. Načela, ki bi morala biti nekaj najbolj naravnega, so bila v enoumju izkrivljena in zasmehovana. Kljub temu smo. Danes smo tu zato, ker smo dediči te misli. Dobrodošlico izrekam vsem domačinom in tistim, ki ste prišli od blizu in daleč. V naši sredi pozdravljam in se za darovano sveto mašo zahvaljujem ljubljanskemu nadškofu, metropolitu monsinjorju Stanislavu Zoretu ter domačemu župniku Francu Kaduncu. Pozdravljam gospoda Lojzeta Peterleta, prvega predsednika vlade samostojne in neodvisne Republike Slovenije. Kot slavnostnega govornika ga vabim k besedi. Spoštovani gospod nadškof, spoštovani gospod župnik, drage sestre Slovenke in bratje Slovenci, dragi domoljubi in demokrati iz teh zaznamovanih krajev. Hvala za čast, da vam lahko spregovorim o pokrogle obletnici kapele mučencev 80 let po koncu druge svetovne vojne in začetku 35. leta samostojne in demokratične Republike Slovenije. Gledam vas z leve in z desne in po sredi, gledam mlade in stare, številne sem pozdravil in nikakor ne vidim med vami nobenega izdajalca, tudi nobenega revolucionarja, same domoljubke in domoljube. Sploh nima predstave, kako bi tu lahko izgledal izdajalec. V ljubljanski megli pa se nekaterim še danes prikazujejo. Ne bom našteval številk, ne imen žrtev revolucionarnega terorja od leta 1942 naprej. Imena, številke in bolečine so vam predobro poznane. Strokovnjaki za travme, za hudo ranjenost pravijo, da ni najhujše to, kar te zadene, ampak kako se na to odzoveš. O tem nekaj besed kasneje, sedaj pa dovolite najprej nekaj o širšem okviru zgodovinskega dogajanja, ki je zadelo Šentjošt in slovenski narod ob okupatorskem razkosanju Slovenije leta 1941. Kar se je dogajalo tu 1942, ni bilo povezano s svobodo, ampak je bilo v službi projekta sovjetizacije Slovenije in cele Jugoslavije. Ta projekt je temeljil na konceptu sovražnika, po katerem so prepričani, da se da boljšo družbo ustvariti tako, da ne omogočiš ali odstraniš tiste, ki mislijo drugače. Še več, hoteli so ustvariti svet brez Boga. V tem sta se ujela nosilca dveh ključnih totalitarizmov, Hitler in Stalin. Ne tu, ne v Rogu, na Teharjah, v Hrastniku in 1000 drugih množičnih grobišč, ki smo jih odkrili po osamosvojitvi, ni šlo za kaznovanje na sodni osnovi,
ampak za poboje v interesu komunističnega prevzema in ohranitve oblasti v genocidnem obsegu. Tu in drugod po Sloveniji so padali nedolžni ljudje, ki niso bili ne obtoženi, ne sojeni, niso imeli nobene pravice kaj povedati, bili so določeni za žrtve, bili so žrtvovani projektu, o katerem sem govoril malo prej. Na Trgu Republike sredi Ljubljane ne stoji spomenik osvoboditvi, ampak spomenik revolucije. Kdor ne razume revolucije, ne razume nič, je rekel Mitja Rebičič. Tu je bistvo in to je zadelo Šentjošt. Plačali smo ceno v igri velikih sil in velikih ideologij, ki se niso ozirale na malega človeka ali na človeka nasploh. Slovenski komunisti so po napadu Hitlerja na Sovjetsko zvezo do napada Hitlerja na Sovjetsko zvezo podpirali pakt Ribbentrop-Molotov in se lepo dogovorili, kako bodo razdelili Poljsko in Evropo. In če se to danes dobrohotno razlaga kot zadevo strateškega taktiziranja, potem bi bilo intelektualno pošteno priznati pravico do taktiziranja tudi proti komunistični strani. Da miroljubni ljudje, preprosti kmetje, kristjane v teh krajih niso bili za komunizem in da so se hoteli zavarovati pred revolucionarnim terorjem, ni treba razlagati. Samo obrambe pa ne moremo šteti kar za izdajstvo. Slovenci smo dediči zgodbe, v kateri je padlo več ljudi od Bratove kot od okupatorjeve roke. Več po vojni kot pred njo. In to bi radi nekateri še vedno razlagali z mitom o izdajalcih in osvoboditeljih. Slovenski komunisti so bili nedemokratični del protifašistične koalicije, so sodelovali pri zmagi nad nacifašizmom, niso pa slovenskemu narodu prinesli svobode. Prinesli so tretji totalitarizem, komunizem. Demokratična Evropa komunizma, ki nam je vladal 45 let, ne prišteva k svobodi in ga je obsodila tako kot vse druge totalitarizme. Sam sem imel po zaslugi vašega zaupanja priliko glasovati za to resolucijo v Evropskem parlamentu. Resnična svoboda, kot se je izreklo tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije, je nastopila šele aprila po prvih demokratičnih volitvah, po katerih so nove demokratične sile prevzele zakonodajno večino in izvršilno oblast. To je bilo tudi pogoj, da smo lahko uresničili več kot stoletne sanje. S tem smo prišli do drugega velikega projekta, do druge zgodbe v slovenski zgodovini 20. stoletja. Dovolite nekaj besed o tem, v čem se razlikujeta revolucionarni projekt partije, zavezane Kominterni, centru moči zunaj Slovenije, drugi pa se je zgodil po plebiscitarni volji ljudi. Med partizani so bili tudi domoljubi, ki so se borili samo za Slovenijo in njeno evropsko, samo za Slovenijo in niso bili pripadniki revolucije. V vojni za Slovenijo smo se borili samo za Slovenijo in njeno evropsko perspektivo. Tudi v Evropsko zvezo in NATO smo se vključili na podlagi demokratične plebiscitarne volje. Nobenega plebiscita ni bilo za vstop v komunistično Jugoslavijo, nobenega plebiscita za uvedbo komunističnega družbenega oziroma političnega reda in ni bilo plebiscita za revolucijo. Ljudje so bili samo postavljeni pred dejstvo. Te bistvene razlike, o kateri mladi v šoli ne slišijo nič, ne more ukinjati nošenje Titovih majic, ne klanjanje Čebinom, ne sramotna ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve in ne ukinitev dneva spomina na žrtve komunistične revolucije.
Bil sem tisti večer tam, na eni od najbolj kulturnih izrazov neke volje v slovenski zgodovini, ko smo slišali novico, da je vlada ta dan ukinila. Tu, na Šentjoštu, ki je doživel težke čase, to razlikovanje ni bilo nikoli pod vprašanjem. Spominjam se srečanj, konferenc, spominjam se, koliko Kavšičev, Keršičev, Leskovcev, Oblakov, Žakljev sem videl tiste čase, Matija, Markota, Petra, Pavleta, Franca in drugih iz vaših krajev, da ne omenjam Marije Tominčeve. Videli smo se na Kongresnem trgu, ko je pesnik Pavčič prebral Majniško deklaracijo, iz katere smo si zapomnili zlasti prvo točko, ki je bila tudi temelj Demosovega političnega programa in glasila se je takole: hočemo živeti v suvereni državi slovenskega naroda. Po tem srečanju se spominjam močnih srečanj tu v kulturnem domu in enkratne Demosove veselice tamle gor. Hvala, dragi domoljubi in demokrati, da ste tako srčno zaživeli za samostojno Slovenijo. Danes pa tu razmišljamo o dediščini. Biti dedič pomeni odgovornost. Podobno odgovornosti zgodovinarjev. Delo zgodovinarjev ni osvetljevati mrtvega pepela preteklosti, ampak žerjavico, iz katere lahko zagori ogenj zdrave medsebojnosti, ogenj, ki krepi rast. Vi niste samo dediči solz, trdih časov, vi ste varuhi resnice o teh krajih, akterji in potomci tistih, ki so se uprli terorju, premagovali smrt z vero in voljo do življenja. Vi ste priče dolgih let brez otrok in priče novega življenja. Vi ste dediči graditeljev in tudi dediči tet, ki so se nesebično žrtvovale za svoje družine. Vi ste se postavili na stran življenja in sprave. Sprave na podlagi resnice in odpuščanja, brez maščevanja. Bili ste močnejši od temne in krvave skrivnostni zla. Vi ste varuhi izjemno pomembnega spomina in izkušenj. Hvaležni smo vam, da ga gojite, da živite skupaj v skupnosti, ki temelji na spoštovanju dostojanstva vsakega. Demografska zima vas ni zadela, kot je ugotovil že gospod Tačkov. Pri vas je veselje do življenja močnejše od zim, ki jih doživljamo po Sloveniji drugod. In še nekaj bi rad omenil z občudovanjem. Kar nekaj ljudi je po vojni odšlo od vas po svetu, brez sredstev in znanja jezika, vendar z vrednotami in vero prednikov, z voljo po ustvarjanju in za neomajno zvestobo Sloveniji. Ponosen sem bil, ko sem srečeval Šentjoščane po svetu, recimo Toneta Oblaga, enega od vodilnih podjetnikov v svoji branži v Argentini, ali Petra Skvarčo, svetovno ime med glaciologi, in moram dodati še relativno svežega zdomca, doktorja Leskovca, ki ga pozna ves svet. Hvala za toliko srečanj, toliko pesmi, toliko slovenstva in čisto posebej se zahvaljujem za kar nekaj lepo skleklenih slovenskih grbov, ki mi jih je poklonila pokojna Marija Tominc. Kljub relativiziranju in ignoriranju se slovenska osamosvojitev prijemlja. To sem doživljal ta teden na mašah za domovine, na proslavah, pri obiskih šol in še nikoli nismo tako močno praznovali kot letos. In vam povem še en odsvet, ki se mi je zgodil v enem od ljubljanskih vrtcev, so me prosili bolj za glasbeno srečanje. In sem vzel moje inštrumente s seboj in smo malo peli, malo igrali. Sem pa na začetku 6 let stare ljudi vprašal z veliko dvoma v glasu, če kdo ve, kaj je to himna.
in so vstali in so jo odpeli, ne da bi se iz to karkoli vnaprej dogovarjal. To me navdaja z upanjem, da bomo kdaj tudi v slovenskem parlamentu, kjer morajo zmeraj enega plačati, da zapoje himno, da bodo kdaj tudi izvoljeni predstavniki ljudstva sposobni slovensko himno zapeti. Praznujemo pa lahko samo praznične zadeve, tiste, ki nam pomenijo vrednota in nas povezujejo. Osamosvojitev smo uresničili za vse, takrat smo bili vsi naši. In to je vredno praznovanja in to bi moralo trajati. Prav bi bilo, da bi bili bolj skupaj v tistem, kar je pomembno za vse nas. Nisem govoril o sramoti z nepokopanimi, govorijo pravzaprav sami zase. Čim dlje jih bodo obravnavali kot odpadek, tem bolj živi bodo v plastikah, kjer čakajo na kulturen pokop. Tudi oni so naši, mi vsi pa smo njihovi svojci. Pozoren sem bil, da je bivši predsednik Milan Kučan dejal, da je šlo zločin. Za njim je povedala to tudi današnja predsednica gospa Musarjeva. Spominjam se časov, ko se potem smo govorili še petaje, potem so dopustili, da je šlo za napako, zdaj po 80 letih pa z najvišjih ust slišimo, da je šlo za zločin. Tukaj zdaj samo še nekaj dodati treba. Če je šlo za zločin, potem gre tudi za zločince. To pa je druga zgodba. Lani se je rodilo samo 9000 Slovencev. Eni pa še naprej govorijo o fašistih in drugih kategorijah revolucionarnega časa in nadaljujejo kulturni boj. Čas, v katerem živimo, zahteva visoko kakovost medsebojnosti s pripravljenostjo na skupne cilje in sodelovanje. Če ne bomo stopili skupaj, bo naša prihodnost ogrožena. Ne poglabljajmo polarizacije, pokopimo mrtve, končajmo razkol in se odprimo za sproščeno sožitje. Pred 35 leti smo dokazali, da se da stopiti skupaj, se zediniti za skupen cilj in uspeti. Svarili so nas, naj ne sanjamo, mi pa smo iz politike naredili umetnost nemogočega. Hvala, dragi Šentjoščani, ker sanjate Slovenijo za vse, ker verjamete vanjo. Hvala vam za zgled, kako stopiti skupaj, hvala vam, ker ohranjate spomin. In hvala vam, ker ste zvesti svobodni Sloveniji. Pa še ena hvala, ker smo jih tudi tukaj že veliko zapeli. Hvala, ker tukaj veliko pojete. Bog pa živi, še posebej pa želimo vse dobro Pavlam in Pavlom, Petram in Petrom, ki danes godujejo. Naj bo praznik močan in naj se praznovanje ne neha. Bog živi samostojno, demokratično in spravljeno Slovenijo. Ispoljena srca
letu. Izredna zahvala za govor. Sledi podelitev Ehrlichovih priznanj z medaljo. Odbor za podelitev Ehrlichovih priznanj podeljuje priznanja zaslužnim Slovenkam in Slovencem ter ustanovam in društvom, ki s svojim delom, pogumom, vztrajnostjo, predanostjo in ljubeznijo ohranjajo spomin na bogato slovensko zgodovino in so nam v spodbudo, da to dediščino prenašamo naslednjim rodovom. V imenu odbora bo priznanje z medaljo izročil direktor družine, gospod Tone Rode. Letošnji prejemnik je Marjan Grum. Marjan Grum je svetovno znan umetnik slovenskega rodu, ki živi in deluje v Argentini, v Buenos Airesu, v znameniti umetniški četrti La Boca. Rodil se leta 1939 v Podkraju pri Igu. Ob koncu druge svetovne vojne se je moral zaradi komunističnega nasilja skupaj s svojo družino umakniti čez Ljubelj v Vetrin. Britanci so domobrance zvijačo vrnili nazaj v Jugoslavijo, kjer so bili pod komunističnim režimom pomorjeni. Med njimi je bil tudi Marjanov oče Jožef, ki so ga, preden so ga obesili, strahovito mučili. Mama Slavka je po bivanju v begunskih taboriščih leta 1949 sama s 4 otroki odšla v Argentino, kjer je otroke vzgajala v težkih razmerah revščine in izseljenstva. Marjanova mladost na tujem je bila težka in povezana predvsem s skrbjo za preživetje. Že kot mladostnik je moral poprijeti za različna dela. Najbolj pa ga je zaznamovano delo v trgovini z industrijskimi in umetniškimi barvami. V prodajalno je 2-krat na teden prihajal mehiški profesor, ki je Marjana navdušil za ustvarjanje. Umetniško se je izpopolnjeval pri različnih mojstrih, največ z področja kiparstva in slikarstva. Grum je zelo izveren umetniški ustvarjalec, z veliko smisla za ročno obdelavo materialov, še posebej kovin. Iz njih je zasnoval vrsto linijsko izrisanih in iz ploskov skonstruiranih kipov, ki tako reflektirajo vsakdanje scene iz argentinskega življenja, kot kritično komentirajo temne pojave v človeški družbi. Marjana Gruma je izjemno globoko zaznamovala očetova usoda, za katero je izvedel šele leta 1949 ob njegovem edinem povratku v Slovenijo. Njegova dela, ki se dotikajo slovenske polpretekle zgodovine, tragične zaradi revolucije in njenih posledic, so tako še posebej močna in ekspresivna. Z mešanjem slikarskih in kiparskih prijemov ter uporabo različnih elementov upodablja strahote tistega časa in pričuje o resnici. Skozi upodobitve človeškega prizadevanja, skupinskega delovanja in upiranja posameznikov komentira in reflektira človekovo usodo pod brutalnim komunizmom. Grum živi in deluje v kompleksu kulturnega centra muzeja Conventilio Marjan Grum. Ti prostori so obenem bivališče, delavnica, atelje, galerija ter prostor srečevanja ob različnih plesnih in kulturnih dogodkih. V ateljeju ustvarja tudi njegova žena, slikarka, katero delo gospod Marjan Grum izredno ceni. Zakonca Grum sta v tamkajšnjih kulturnih krogih uveljavljena ne samo kot likovna ustvarjalca, ampak tudi kot organizatorja kulturnega dogajanja. Mestne oblasti so prepoznale izredno pomembno vlogo centra, zato so ga leta 2003 razglasile za prostor kulturnega in turističnega pomena, stavbo pa za kulturni spomenik ter jo uvrstile med spomeniško zavarovanje. Muzej velja za eno izmed točk v Buenos Airesu vrednih ogleda. Kot mednarodno priznan umetnik je bil predstavljen z razstavami na več kontinentih. Njegova dela so še posebej cenjena v Nemčiji, Španiji, Franciji, Avstriji,
Braziliji, Čilu, Kolumbiji, Združenih državah Amerike in na Japonskem. Za njegov izjemen umetniški in duhovni doprinos k soočanju z resnico o slovenski zgodovini mu odbor podeljuje Erlihovo priznanje z medaljo, ki ga bo prevzela njegova sorojakinja Mirjam Oblak. Gospa Mirjam Oblak, vabimo vas, da prevzamete Erlihovo priznanje z medaljo in izročite tople pozdrave Marjanu Grumu. Sledi kulturni program, med katerim ne ploskamo. Po zaključni pesmi ste vabljeni, da se zadržite ob dobrotah, ki so jih pripravili domačini. Vabljeni, da si v stari cerkvi svetega Jošta ogledate fotografsko razstavo Marjana Gruma. Odprta bo do vključno nedelje 6. julija. Vabljeni tudi k nakupu knjig na označenih mestih. Naj izpostavim pred kratkim izdanji monografijo Marjana Gruma in mašo za vstajenje Slovencev izpod peresa Toneta Rodeta. Hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k današnji slovesnosti. Bog vam povrni. Za mojo prababico konec vojne ni pomenilo olajšanja. 3 njeni bratje so odšli na Koroško in nikoli jih ni več videla. V Šentjoštu se 10 let po vojni ni rodil noben otrok. Moj ata ni imel očeta in starejših bratov, zato se je moral vsega dela naučiti sam. Mojega ata so v šoli zasmehovali, ker je bil iz Šentjošta. Moj pradedek si je vse življenje prizadeval, da bi v Šentjoštu imeli cesto, avtobus in šolo. Slišali smo zvon svetega Jošta, ki 136 šentjoškim fantom ni nikoli zapel slovo. Njim in še 15 000 drugim Slovencem so bile tik po drugi svetovni vojni storjene naslednje kršitve. Kršitev domnevne nedolžnosti, kršitev pravice do življenja ter kršitev pravice do spoštljivega ravnanja in dostojnega pokopa. Vse to zato, ker so spoštovali in branili tisočletja veljavne naravne zakone. Ob 80. obletnici konca vojne državo zaznamuje odrekanje dostojnega pokopa in sistematično urejene izdaje mrliških listov. Svojci in družba imamo pravico vedeti, kaj se je zgodilo žrtvami, identificirati njihove posmrtne ostanke, jih dostojno pokopati ter živeti brez negotovosti in trpljenja zaradi neznanega izginotja. To je del širše človekove pravice, imenovane pravica do resnice. Kljub vsemu še vedno smo. Spoštovanje naravnih in božjih zakonov posameznika in družba ohranja ter daje moč za rast. Moj ata je bil prvi otrok, ki se je po 10 letih rodil v Šentjoštu. Lani je bilo pri nas 21 krstov. Po zimi rada smučam na domačem smučišču, pojem v zboru, ministriram in obiskujem gledališko delavnico. Hodim v osnovno šolo Šentjošt, ki so jo naši stari starši sami izborili. Če je naš pogled zazrt v večnost, lahko ponosno sprejmemo duhovno dediščino svojih prednikov, ki so trpeli preganjanje in za svoje vrednote dali življenje. Če je bila osamosvojitvena vojna dolga le 10 dni, je to v božji previdnosti morda zato, ker je bilo v preteklosti skozi palmo mučeništva vse to že pridobljeno.
Tudi zato je pomembno spominjati se posameznikov in krajev, ki so Slovencem prinesli ta blagoslov. Eden takih krajev je Šentjošt.